Lepo pozdravljeni na spletnem seminarju Ministrstva za finance na temo individualnih naložbenih računov. Gre za pomemben projekt iz vladne strategije razvoja kapitalskega trga v Sloveniji med leti 2023 in 2030. Zakon o individualnih naložbenih računih je bil sprejet v Državnem zboru 27. maja 2025 in je v veljavi od 5. marca 2026 dalje. Namen individualnih naložbenih računov je omogočiti fizičnim osebam, to je davčnim rezidentom Republike Slovenije, da lahko na administrativno manj obremenjujoč način in po davčno bolj ugodnimi pogoji nalagajo svoje prihranke na kapitalski trg. Gre za alternativo obstoječim oblikam varčevanja in nalaganja finančnih sredstev na kapitalski trg. Tema današnjega spletnega seminarja je na kratko predstaviti osnovne značilnosti individualnega naložbenega računa. Predstavnica Ministrstva za finance Urška Cvelbar bo predstavila, kaj je individualni naložbeni račun, kako ga odpremo, komu je ta namenjen, kam bomo lahko nalagali svoje prihranke, torej v katere finančne inštrumente in na katerih trgih, kaj pomeni mirovanje individualnega naložbenega računa, kaj se sredstvi zgodi ob dedovanju in na kratko bo predstavila tudi način obdavčitve na tem računu. Predstavnik Agencije za trg vrednostnih papirjev Primož Špinoza bo predstavil, kdo so ponudniki individualnih naložbenih računov, katere pogoje morajo ti izpolnjevati za vpis v register ponudnikov individualnih naložbenih računov in kje bo ta register dostopen, ter na splošno, kakšna je regulatorna in nadzorna vloga Agencije za trg vrednostnih papirjev glede ponudnikov individualnih naložbenih računov. Predstavnik Finančne uprave Republike Slovenije, Stojan Glavač, pa bo podrobneje predstavil obdavčitev na individualnem naložbenem računu, kot tudi vlogo Finančne uprave Republike Slovenije pri vzpostavitvi evidence individualnih naložbenih računov in vplačil nanj. Verjamemo, da boste z ogledom spletnega seminarja prejeli odgovore na vprašanja vezana na individualni naložbeni račun. Če na katero od vprašanj ne boste našli odgovora, ste vabljeni na spletno stran Ministrstva za finance, kjer so objavljena podrobna vprašanja in odgovori o individualnih naložbenih računih. Vabljeni k ogledu in hvala za pozornost. Danes vam bomo predstavili nov produkt, individualni naložbeni račun oziroma krajše INR. INR je poseben trgovalni račun, ki je namenjen za bolj dolgoročno vlaganje denarnih sredstev prebivalstva v finančne inštrumente na kapitalskem trgu. Prebivalstvu omogoča, da razprši svoje prihranke za različne življenjske cilje z davčnimi spodbudami. Potrebno je upoštevati, da varčevanje niso le prihranki v bančnih depozitih. Kako bo potekalo vlaganje preko INR-ja? Vlagatelji oziroma imetniki INR bodo preko tega računa trgovali tako, da bodo nam položili denarna sredstva. S temi sredstvi bodo lahko na to trgovali in sicer bodo lahko kupovali in prodali finančne inštrumente, na sam račun prejemali tudi obresti, dividende, prodali finančne inštrumente in s sredstvi poravnali stroške. Katere so glavne prednosti INR-ja? Glavna prednost je ugodnejša davčna obravnava dohodkov. Zakon vzpostavlja posebno davčno shemo, ki predvideva odlog davka, enotno in nižjo davčno stopnjo ter popolno davčno oprostitev po 15 letih od odprtja INR-ja. Za imetnike zakon uveljavlja tudi administrativno razbremenitev. Pomembno je, da bo ponudnik tisti, ki bo za imetnika uredil davčne obveznosti. Imetniku INR za izpolnitev davčne obveznosti tako ne bo potrebno vlagati napovedi. Sama davčna shema tako imetniku omogoča bolj aktivno upravljanje sredstev na INR-ju in možnost, da jih bolj aktivno reinvestira. To mu bo v praksi omogočilo, da bo lahko prihajal iz ene naložbe v drugo brez davčnih posledic. Glede na značilnosti INR-ja se pričakujejo tudi nižji stroški upravljanja naložb. Imetnikom INR bo omogočena standardizirana primerjava cen med ponudniki INR. Z namenom podajanja preglednih, razumljivih in preprostih informacij o stroških in nadomestilih, ki se bodo zaračunavali imetnikom, bodo morali ponudniki enkrat letno, do konca decembra, javno objaviti stroške in nadomestila za tipske imetnike INR na svoji spletni strani. Katere so ključne značilnosti INR-ja? Pomembno je, da zakon določa,
da lahko fizična oseba v svojem življenju odpre le en INR. Odpre ga lahko le oseba, ki je rezident Republike Slovenije. Tako INR ni prenosljiv med fizičnimi osebami, mogoče pa je prenesti INR od enega ponudnika na drugega. Osnovno pravilo, ki ga zakon postavlja, je, da so možna vplačila in izplačila na INR le v denarju. Zaradi upoštevanja določenih življenjskih okoliščin in situacij pa zakon določa tudi izjeme: mirovanje, dedovanje ter prenos delnic vzajemne na sam INR. Zakon določa tudi določene zneskovne omejitve. Skupna omejitev vseh vplačil na INR v času njegovega trajanja je 150 tisoč evrov. Zakon določa tudi letne maksimalne višine vplačil, in sicer v višini 5 tisoč evrov. Izjema je prvo koledarsko leto od odprtja INR-ja, v katerem je mogoče vplačati do 20 tisoč evrov. Da bi se spodbudilo vlaganje v finančne inštrumente slovenskih izdajateljev, pa je mogoče naložiti dodatnih 5 tisoč evrov na poseben podračun za slovenske finančne inštrumente. Imetnik INR se bo lahko odločil bodisi, da bo sam upravljal sredstva in naložbe in bo ponudnik zanj upravljal le borzno posredovanje, ali pa se bo za ponudnikom odločil, da bo ponudnik tisti, ki bo v imenu imetnika upravljal oziroma gospodaril z finančnimi inštrumenti. Torej, individualni naložbeni račun bo sestavljen iz dveh podračunov: osnovnega podračuna ter posebnega, tako imenovanega slovenskega podračuna. Osnovno pravilo glede osnovnega podračuna je, da bo lahko na njem imetnik kupoval finančne inštrumente, ki morajo biti sprejeti v trgovanje na organiziranem ali večstranskem sistemu trgovanja, in sicer na 3 območjih: v Evropski uniji, Evropskem gospodarskem prostoru ali OECD-ju. Kot omenjeno, je prvo leto mogoče vplačati do 20 tisoč evrov, nato pa vsako nadaljnje leto do 5 tisoč evrov. Zakon izrecno določa, katere so dovoljene naložbe, v katere lahko imetnik INR vlaga svoja finančna sredstva. Torej, zakon določa, da se lahko vlaga v finančne inštrumente, s katerimi se trguje na organiziranem trgu ali urejenem večstranskem sistemu trgovanja v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali OECD-ja. Zakon določa kategorije dovoljenih finančnih inštrumentov. To so delnice, obveznice, zakladne menice, enote premoženja ali delnic investicijskih skladov, s katerimi se trguje na mestu trgovanja, tako imenovani ETF-i, ali pa enote kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje, torej vzajemne sklade. Pomembno je, da bo ponudnik tisti, ki bo samostojno določil nabor finančnih inštrumentov, ki jih bo ponujal, ter določil nabor trgov, na katerih bo ponujal te finančne inštrumente. Vse te informacije bo moral javno objaviti na svoji spletni strani, torej katere inštrumente bo ponujal ter na katerih trgih. Zakon določa posebno davčno obravnavo, ki je bolj ugodna v primerjavi z navadnimi trgovalnimi računi. Enotna davčna splošna stopnja je določena pri 15%. Zakon določa tudi popolno oprostitev plačila davka, in sicer pri prvem izplačilu po 15 letih, če v vmesnem obdobju imetnik ni izvedel izplačil. Pomembno je tudi, da je odloženo plačilo davka. Kaj to pomeni? To pomeni, da od obresti, dividend in dobičkov iz odsvojitve finančnih inštrumentov se dohodnina ne plačuje v času, ko so ti doseženi. Davčna obveznost nastane šele, ko si imetnik odloči, da si bo sredstva izplačal na svoj transakcijski račun. Davčni odtegljaj bo izvedel ponudnik INR, in sicer ob izplačilu njegovih sredstev na transakcijski račun. Torej, izpolnjevanje davčnih napovedi ni obveznost imetnika. Pomembno je tudi, kaj se obdavči, kaj je v bistvu donos. Pomembno je tudi, kaj se obdavči, torej kaj je davčna osnova. To je donos, ki predstavlja pozitivno razliko med vrednostjo sredstev na INR na dan nastanka davčne obveznosti in zneskom vplačil na dan nastanka te iste obveznosti. Izplačilo iz računa, torej iz INR-ja, ki presega donos, predstavlja vračilo vplačil. Poglejmo si še primer izračuna davčne obveznosti iz INR-ja. Fizična oseba je na primer INR odprla leta 2026. V tem letu je na INR vplačala 5 tisoč evrov, nato pa v nadaljnjih letih do leta 2035 vsako leto po 3 tisoč evrov.
Skupno je torej v tem obdobju plačala 32.000 evrov. V letu 2036 se je odločila za izplačilo, in sicer v višini 15.000 evrov. Vrednost sredstev na dan izplačila je 55.000 evrov. Donos v tem primeru je tako 23.000 evrov. Davčna osnova od izplačanega donosa je 15.000 evrov. To pomeni, da je stanje vseh izplačil na INR po izplačilu na transakcijski račun 32.000 evrov. Poglejmo si še drugi primer, ki je identičen prvemu, le da si v tem primeru imetnik izplača 25.000 evrov. V tem primeru je donos enako 23.000 evrov. Glede na to, da si imetnik izplača 25.000 evrov, je vračilo vplačil 2.000 evrov. Tako je stanje vseh plačil na INR po izplačilu v letu 2036 30.000 evrov. Najprej nekaj besed o evidenci INR. Finančna uprava Republike Slovenije bo vzpostavila in vodila evidenco individualnih naložbenih računov, torej INR. Podatki za vpis v evidenco bo finančni upravi posredoval ponudnik računa, na primer banka ali borzni posrednik, po sklenitvi pogodbe o odprtju INR. Evidenca bo vsebovala podatke o imetniku računa, o ponudniku ter osnovne podatke o računu, na primer datum odprtja, morebitno mirovanje in datum zaprtja. Pogoj rezidentstva. INR lahko odpre le fizična oseba, ki je rezident Slovenije. Če imetnik računa preneha biti rezident, se bo na primer za stalno preselil v tujino, bo finančna uprava o tem obvestila ponudnika INR. Kako je dohodek obdavčen? Dohodek iz INR se šteje med dohodke iz kapitala in se obdavčuje po zakonu o dohodnini. Ti dohodki so obdavčeni ločeno od drugih dohodkov. To pomeni, da je davek dokončen in se ne všteva v letno odmero dohodnine. Kaj se obdavči in kdaj? Obdavči se donos. To je razlika med vrednostjo sredstev na računu in skupnim zneskom vplačil. Davek se obračuna ob izplačilu sredstev na transakcijski račun. Davčna stopnja znaša 15% in se plača od izplačanega donosa. To pomeni, da donosi, kot so obresti, dividende, dobiček iz kapitala, doseženi na podlagi finančnih instrumentov v okviru INR, niso obdavčeni. Obdavčeni so šele, ko so izplačani iz INR. Pri primerljivih dohodkih izven INR pa velja 25% davčna stopnja. Če je prvo izplačilo opravljeno po najmanj 15 letih od odprtja računa, je dohodek oproščen plačila davka. Vsa preostala izplačila pa so obdavčena po 15% stopnji na donos. Ali je treba oddati napoved davka? Davek ob izplačilu obračuna in odvede ponudnik INR kot davčni odtegljaj. Imetniku INR oziroma vlagatelju ni treba oddati davčne napovedi, za vse poskrbi borzni posrednik ali banka. Ponudnik INR mora vsako leto do 31. januarja finančni upravi posredovati podatke o plačilih, izplačilih in stanju na računu. Ti podatki se uporabljajo izključno za nadzor pravilnega izpolnjevanja davčnih obveznosti. Zakon natančno določa tudi, pri kom lahko potencialni imetnik odpre INR, torej kdo so ponudniki INR-ja. INR se lahko odpre pri ponudniku, ki izpolnjuje naslednje pogoje. Ima dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev v Republiki Sloveniji, ki ga izda Agencija za trg vrednostnih papirjev. V praksi ima takšno dovoljenje banke ter investicijska podjetja, bodisi borzno-posredniške družbe ali pa družbe za upravljanje. Poleg teh je možno INR odpreti tudi pri podružnici, bank oziroma investicijskih podjetij iz drugih držav Evropske unije in pri tistih, ki lahko v Republiki Sloveniji neposredno opravljajo investicijske storitve. Potencialni imetnik lahko seznam ponudnikov preveri pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, ki vodi register ponudnikov. Register bo dostopen na njeni spletni strani. Zakon določa tudi, kdo sta nadzorna organa. To, ali ponudniki upoštevajo vse določbe zakona, bo nadzorovala Agencija za trg vrednostnih papirjev, spoštovanje davčnih določb pa Finančna uprava Republike Slovenije. Zakon natančno določa tudi osnovne dolžnosti ponudnika. Ponudnik bo v prvi vrsti moral zagotoviti, da bo izmenjava informacij za Finančno upravo Republike Slovenije potekala na avtomatiziran način. Zakon vsebuje veliko določb, ki varujejo imetnika in nalagajo
ponudniku, da opravi svojo pojasnilno dolžnost. Tako bo moral ponudnik upoštevati številne določbe zakona glede obveznih sestavin pogodbe z imetnikom. Imetniku bo moral na njegovo željo omogočiti tudi prenos INR-ja na drugega ponudnika. Ponudnik bo moral upoštevati določbe za primer odpovedi pogodbe imetniku, nadalje bo moral javno objaviti, katere finančne inštrumente ponuja in na katerih trgih. Natančno so določene tudi obveznosti ter razkritja glede stroškov imetniku. Ponudnik bo moral zagotoviti tudi, da je vodenje sredstev in na INR ločeno od drugih sredstev imetnika. Zakon določa tudi pravila glede omejitve trženja. To pomeni, da ponudnik ne bo smel ponujati odprtja INR-ja kot del paketa z drugim produktom ali njegovo storitvijo. Individualne naložbene račune lahko ponujajo samo osebe, ki so na podlagi odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev vpisane v register individualnih naložbenih računov. Ta register je javno dostopen na spletni strani agencije. Ponudniki individualnih naložbenih računov so borzno-posredniške družbe, družbe za upravljanje in nekatere banke, ki že upravljajo investicijske storitve v Republiki Sloveniji. Poleg domačih ponudnikov individualne naložbene račune lahko ponujajo tudi osebe iz drugih držav, članic Evropske unije, ki investicijske storitve v Sloveniji opravljajo neposredno ali preko podružnic. Tudi te osebe morajo biti vpisane v register ponudnikov individualnih naložbenih računov. V tem registru se poleg naziva ponudnika in ostalih podatkov nahajajo tudi informacije o storitvah, ki jih na individualnih naložbenih računih ponujajo posamezni ponudniki. Ob tem velja opozoriti, da nihče, ki ni vpisan v ta register, ne sme ponujati teh računov. Z namenom podajanja preglednih, razumljivih in preprosto primerljivih informacij o stroških in nadomestilih, ki se zaračunavajo imetnikom individualnih naložbenih računov, morajo ponudniki teh računov enkrat letno do konca meseca decembra javno objaviti informacije o stroških in nadomestilih za tipske imetnike individualnih naložbenih računov na svoji spletni strani. To bo imetnikom in potencialnim imetnikom teh računov omogočalo, da bodo lahko na preprost način primerjali vse stroške in nadomestila med posameznimi ponudniki individualnih naložbenih računov. Ti podatki so lahko v pomoč imetnikom in potencialnim imetnikom pri izbiri posameznega ponudnika. Ob tem bi želeli poudariti, da naj pri izbiri posameznega ponudnika vlagatelji preverijo tudi ostale informacije. V agenciji, skladno z določbami Zakona o individualnih naložbenih računih, izvajamo tudi nadzor nad tem, ali ponudniki individualnih naložbenih računov pri upravljanju teh storitev delujejo na način, kot to zahteva ta zakon. Tako bomo v agenciji, če izpostavim samo nekatera področja, preverjali, ali so ponudniki individualnih naložbenih računov z imetniki le-teh sklenili ustrezne pogodbe z vsebino, kot jo predpisuje Zakon o individualnih naložbenih računih. Ali omogočajo vplačila in izplačila iz individualnega naložbenega računa samo v denarju. Prav tako bomo preverjali, ali imetnikom omogočajo na teh računih samo nakupe in prodaje primernih finančnih inštrumentov. Ali razkrivajo zakonsko določene informacije v zvezi s temi računi, stroške ter nadomestila na način, kot to zahteva zakon. Preverjali bomo tudi, ali je ponudnik individualnih naložbenih računov na svoji spletni strani objavil, katere finančne inštrumente bo ponujal in na katerih trgih, ter katere kolektivne naložbene podjeme vrednostnih papirjev bo ponujal. Namen našega nadzora je, da zagotavljamo ustrezno varstvo imetnikov teh računov in njihovo uporabo
v skladu z določbami Zakona o individualnih naložbenih računih. Zakon določa tudi določene izjeme od osnovnega pravila, da so vplačila in izplačila iz INR-ja možna le v denarju. Tako se lahko v primeru dedovanja in mirovanja finančni inštrumenti prenesejo iz INR na trgovalni račun. Pri takšni situaciji se takšen prenos šteje kot izplačilo iz INR, kar pomeni, da nastane davčni dogodek. Poglejmo si primer mirovanja. Imetnik INR, ki ni več rezident Republike Slovenije, se na primer za določeno obdobje izseli iz Slovenije, lahko zahteva mirovanje INR. Ampak to lahko le v primeru, če na INR v trenutku podaje takšne zahteve ni sredstev. Šteje se, da na INR ni sredstev, če imetnik skupaj z zahtevo za mirovanje poda tudi zahtevo za izplačilo sredstev. Izplačilo z INR se lahko zahteva kot izplačilo v denarju, imetnik pa ima tudi možnost, da namesto prodaje finančnih inštrumentov te inštrumente prenese na svoj trgovalni račun. Še nekaj praktičnih nasvetov, kako odpreti INR. Najprej izberete ponudnika, torej banko ali investicijsko podjetje, ki ima dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev. Kot omenjeno, si te ponudnike lahko ogledate v registru ponudnikov, ki ga vodi agencija. Nato se odpre sam INR. Postopek se izvede bodisi elektronsko ali pa v poslovalnici z veljavnim osebnim dokumentom. Zelo pomembno je, da potencialni imetnik pred podpisom pogodbe natančno preveri zlasti pogoj ponudnika, stroške ter katere finančne inštrumente ta ponuja. Tukaj gre za vprašanje pojasnilne dolžnosti. Ta je namenjena temu, da vlagatelj sprejme informirano odločitev, kar pomeni, da mu mora ponudnik zagotoviti, da vlagatelj razume naravo produkta, tveganja, stroške, davčne posledice, svoje pravice in seveda tudi obveznosti. Ob sklenitvi pogodbe o INR je pomembno tudi, da se določi način upravljanja INR-ja. Imetnik se lahko odloči, da bodisi samostojno upravlja svoje naložbe in se z ponudnikom dogovori le za borzno posredovanje pri nakupu ali prodaji, ali pa pooblasti ponudnika, da ponudnik upravlja njegova sredstva, torej se z ponudnikom dogovori za gospodarjenje. Po sklenitvi pogodbe in odprtju INR-ja pa imetnik lahko samostojno začne z rednimi mesečnimi ali enkratnimi vplačili in tudi samostojno odloča, kdaj in kakšne finančne inštrumente bo kupil. Zakon o individualnih naložbenih računih se prične uporabljati 5. marca 2026. Na mestu pa so določena opozorila. Vlaganje v finančne inštrumente vsekakor vključuje tudi tveganja. To pomeni, da vrednost naložb lahko naraste ali pade. Sam donos ni zajamčen. Možne so izgube, zlasti v kratkoročnem obdobju. Potrebno se je zavedati tudi tega, da država ne zagotavlja donosa ali varnosti sredstev na INR. Tako je izrednega pomena, da se potencialni imetnik pred odločitvijo INR-ja posvetuje z licenciranim finančnim svetovalcem. Ponudnik vam mora jasno, razumljivo in popolno razkriti vse bistvene informacije o INR, tveganja, stroške in omejitve, preden se imetnik odloči, da si bo INR odprl. Vkolikor želite več informacij o samih značilnostih INR-ja ali odprtju INR-ja, se obrnite na ponudnika, pri katerem želite odpreti INR. Na voljo vam je tudi spletna stran Ministrstva za finance, kjer so objavljena tudi najbolj pogosta vprašanja in odgovori. Za podrobnejša pojasnila pa se lahko obrnete tudi na spletno stran bodisi Agencije za trg vrednostnih papirjev ali Finančne uprave Republike Slovenije.